Danes bomo skupaj reševali še drugo nalogo iz drugega poglavja, in sicer naloga pravi: v podjetju se je rentabilnost dela povečala za 20%. Rentabilnost dela zapišemo kot dohodek deljeno z zaposlenostjo v obdobju 1. Če imamo povečanje za 20%, bomo to zapisali kot 1,2 krat D0 deljeno z 0. Implicitni deflator znaša 110. Implicitni deflator vemo, da je indeks cen, zato ga lahko zapišemo kot razmerje med cenami v obdobju 1 deljeno z cenami v obdobju 0 pa krat 100 glede na to, da je indeks. Produktivnost kapitala se je zmanjšala za 5%. Glede na to, da imamo tukaj zmanjšanje, bo številka pred produktivnostjo v obdobju 0 manjša od 1, in sicer je zmanjšanje za 5%, torej 0,95 krat P0 deljeno s K0 je produktivnost v obdobju 1. Izračunati moramo relativno spremembo produktivnosti dela. Produktivnost dela je definirana kot proizvod v obdobju 1 deljeno z zaposlenostjo v obdobju 1. Če želimo zdaj izračunati relativno spremembo, se bomo vrnili k prvotnim podatkom in bomo poskušali ugotoviti, kje imamo povezavo s produktivnostjo dela. Če začnemo pri rentabilnosti dela, ugotovimo, da je rentabilnost dela produkt zmnožek produktivnosti dela in cen. Rentabilnost dela v obdobju 1 je bila 1,2 krat rentabilnost dela v obdobju 0. Rentabilnost dela bomo zapisali kot produktivnost dela krat cene. Kot lahko vidite zdaj iz enačbe, imamo poleg produktivnosti v enačbi še cene, ki jih želimo izločiti. Tukaj nam bo v pomoč razmerje med cenami v obdobju 1 in v obdobju 0, ki je zajeto v implicitnem deflatorju. Implicitni deflator je torej razmerje med C1 deljeno s C0 krat 100 in je enak 110. V enačbi mi moramo nadomestiti samo C1 s C0, zato bomo namesto cenovnega indeksa potrebovali samo razmerje. Našo enačbo delimo s 100 in dobimo, da so cene v obdobju 1 1,1 krat cene v obdobju 0. Razmerje med cenami zdaj vstavimo v enačbo. Na obeh straneh enačbe imamo cene v obdobju 0, torej lahko enačbo delimo s cenami v obdobju 0 in dobimo samo razmerje med produktivnostjo v obdobju 1 in v obdobju 0. Če do konca poračunamo, dobimo rezultat, da je produktivnost v obdobju 1 1,091 krat produktivnost v obdobju 0. Iz te številke moramo zdaj spet izračunati stopnjo rasti. Izračunate jo tako, da odštejete 1 in pomnožite 100, če želite stopnjo rasti kar direktno v odstotkih, in dobimo torej, da je bila rast produktivnosti dela 9,1%. Izračunati moramo še tehnično opremljenost dela. Tehnična opremljenost dela nam pove, koliko enot kapitala imamo na eno enoto dela oziroma na eno enoto zaposlenosti. Zapišemo jo kot kapital deljeno z zaposlenost. Ponovno se vrnemo na podatke in poskušamo ugotoviti, kateri podatki, ki so podani ali pa ki smo jih izračunali, so zdaj povezani s to tehnično opremljenostjo dela. Kar ugotovimo je to, da bo tehnična opremljenost dela seveda povezana s produktivnostjo dela in pa s produktivnostjo kapitala. Začeli bomo s formulo za produktivnost dela. In sicer se produktivnost dela izračuna kot produktivnost kapitala
krat tehnična opremljenost dela. Zdaj mi želimo torej izračunati tehnično opremljenost dela, obrnemo enačbo in dobimo, da je tehnična opremljenost dela produktivnost dela v obdobju 1 deljeno s produktivnost kapitala v obdobju 1. Ker iščemo relativno spremembo, nas bo torej spet zanimalo, kakšna je tehnična opremljenost dela v obdobju 1 primerjalno s tehnično opremljenostjo dela v obdobju 0, zato bomo tudi tale vmesni izračun, torej produktivnost dela deljeno s produktivnost kapitala, želeli zapisati v odnosu do obdobja 0. No in mi vemo, da je bila produktivnost dela v obdobju 1 1,091 krat produktivnost dela v obdobju 0. Za kapital smo imeli podan, da je bila produktivnost kapitala v obdobju 1 za 5% manjša, kakor je bila v obdobju 0, torej 0,95 krat P0 deljeno s K0. P0 in P0 se nam pokrajšata, izračunamo tole številko in dobimo 1,148. Ponovno bomo zračunali stopnjo rasti, kakor sem že prej nakazala, 1,148 minus 1 krat 100 in dobimo, da se je torej tehnična opremljenost dela povečala za 14,8%. Zadnja stvar, ki jo moramo izračunati, je rentabilnost kapitala. Rentabilnost kapitala zapišemo kot dohodek v obdobju 1 deljeno z kapitalom v obdobju 1 in spet nas torej zanima ta rentabilnost v odnosu do obdobja 0. Če se vrnemo na podatke, lahko vidimo, da nikjer nimamo podanega podatka, kakšna je bila relativna sprememba dohodka ali kapitala. Ponovno bomo rentabilnost kapitala zapisali kot zmnožek produktivnosti kapitala in cen. Za produktivnost kapitala vemo, da je bila v obdobju 1 za 5% manjša, kakor je bila produktivnost kapitala v obdobju 0. Za cene pa vemo, da so bile v obdobju 1 za 10% večje, kakor v obdobju 0 in so torej 1,1 krat C0. Če tole poračunamo, dobimo rezultat, da je bila rentabilnost kapitala v obdobju 1 za 1,045 krat tolikšna, kakor je bila rentabilnost kapitala v obdobju 0. Razmislimo še, kaj je vplivalo na rentabilnost kapitala. Kot lahko vidite, je produktivnost kapitala negativno vplivala na rentabilnost kapitala, medtem ko so cene pozitivno vplivale na rentabilnost kapitala in vpliv cen je prevladal nad vplivom produktivnosti kapitala.